Lepo pozdravljeni v današnji rubriki Na obisku z Mojco. Danes bo ta rubrika prav posebna, ker je tudi naša gostja prav posebna. Oglasili smo se pri umetnici, vizionarki, čudodelki, prijateljici, magični ženski, slikarki. Mislim, ni besed, z katerimi bi lahko nadaljevala, saj gre za res edinstveno umetnico, poznano pod imenom Mao Tara. To je Barbara Štancer, ki ne samo, da spreminja življenja ljudem na bolje, tudi z svojim posebnim energijskim ustvarjanjem skrbi za dobro počutje in zadovoljstvo. Pa si poglejmo dom Barbare. Draga Barbara, najprej bi se ti rada res iz srca zahvalila, da si nas pustila v svoj čudovit dom, da smo lahko prišli v goste k tebi. Za tebe bi jaz vedno lahko rekla, da si prav posebna umetnica, izjemna ženska, ki izboljšuje življenja ljudem na bolje. Z svojimi energijskimi deli daš ljudem vedeti, da niso sami tukaj, da nismo sami tukaj v bistvu. In jaz vedno pravim, da si divja ženska. Teda hvala ti, da si nas povabila in hvala res, da smo lahko del tvojega doma danes. Hvala, Mojca. Torej, bila si v Braziliji, v Fazendi? Fazenda vida. Favele, misliš? Favele. Aha, Ja, favele. potem Kanarski otoki, zdaj greš na Hvar. Torej, ni nekih omejitev za tebe, ne? Torej, te vedno vleče nekam z vetrom, z dušo po svetu in jaz temu pač pravim divja ženska, ne? Ker te ni mogoče ukrotiti na enem mestu. Ja, to je res, imaš prav, ja. Dobro, se strinjam, samo me zanimalo, tako kaj ti misliš pa divja, ne? Mislim, Ja. So še druge zadeve, ki pa jih v tem intervjuju ne bi posebej, lahko pa mogoče, če koga kaj posebej zanima. Barbara, mogoče bi pa še ti povedala sama par besed o sebi, torej energijske slike, potem imamo tudi sporočila magičnih žensk tukaj na mizi. Še morda sama kaj dodala? Jaz bi samo rekla, da od nekdaj sem čutila, da je moje poslanstvo dajati nekaj svetu, da imam za dati in da moram dati. In šele takrat, ko sem se nehala boriti s tem, ali ja ali ne, pa sem začela to pot, sem čutila, da je to moja pot, pa da sem izpolnjena. Je pa res, da je moj poudarek, tako kot si prej rekla, da sem divja, ne? Samo bolj mislim, da sem res tej ženski energiji najbolj močna in tudi moja srčna želja je in vse, kar počnem, je predvsem želim ravno pomagati čim več ženskam, ravno na tem področju. Da postanejo wild woman, ne? V bistvu, da presežejo sebe, ne? V bistvu se ne presežejo sebe, samo da smo dejansko res to, kar smo, vsaka takšna, kot je, edinstvena, posebna in v bistvu popolna v vsej svoji nepopolnosti, ne? Ki je tako težko sprejemamo. In dejansko je res, da v tem uživam. To je tisto, koliko je tudi naporno, ampak ko čutiš, ne? To je prava pot pač. Ja, predvsem mislim, da tukaj iz vidika pri ženskah, da gremo preko nekih omejitev, ki jih danes imamo izredno veliko, ne? In tukaj ženske ponavadi pademo, ne? Ja. Res je. In to ne samo zdaj, v bistvu iz roda v rod. In pol dejansko ženske grejo kot moderne ženske, nova doba, z vsemi temi starimi vzorci iz babic, mam in vsega. In pač Ja, pa se v današnjem svetu so veliko v moški energiji, sploh v tem, da se dokazujejo vsak dan in borijo, ne. In potem Biti popolne. Ja, biti popolne, na koncu pa same sebe izgubimo, ne. Točno to. Ja, hvala, da nas ozaveščaš, ženske, v tem
magičnem, v bistvu magičnem preporodu. No? Ja, hvala. Ja. Sej, jaz najbolj tudi uživam v teh ženskih druženjih in krogih, tako da si vedno je tu dam, ne? Ja. Daj dam in Ja, lepo. Za ženske tudi imaš poseben ples. ja, terapevtske plese. Ja. Ja, ki so res trenutno namenjene ženskam. Samo tukaj z besedami razlagati je zelo težko. Ja, je treba čutiti. Ja, res. Je pa res, da največ povejo, da bi bilo fajn, če bi katera od teh žensk povedala izkušnjo, ampak res gre za tako res globoko doživetje, ko šele mogoče že na prvem plesu v bistvu prepoznajo, koliko je tega zadržanega, koliko je blokad, koliko je potencijala, pa tiste srčnosti, pa te energije prave, ki je bila res čisto zablokirana. Ne? Ko že tudi tiste, ki mislijo, da so že full free, ne, Ja. ugotovijo, še več je. Mogoče, da vseeno, glede na to, da smo danes pri tebi doma, da malo še predstavimo tvoj dom, ki je tudi prav poseben energijski dom, v katerega, ko stopiš, začutiš, da je tukaj doma ena duša z prav posebnim poslanstvom, začutiš posebno energijo in ta dom si v bistvu tudi sama nekako bolj ali manj vse, kar je v tvojem domu, je bilo, v bistvu je trud tvojih rok, ne? Ja, to je res. Čeprav je res, da tudi moj dom se je skozi leta preoblikoval z mano, ne? Tako da ne samo, ni nujno, se ne gre samo za stvar okusa, ne? Ker nismo vedno nimamo enakih okusov, nekomu je lahko to fantastično, nekomu pa bi rekel, jaz ne bi mogel. Ja. Ne gre toliko za stil, gre bolj za občutek, ne? Ko nekdo pride v prostor, ali se počutiš dobro, ne glede na to, če je to tvoj stil, ali pa ne. Ja, kaj bi lahko temu rekla? To je energija. Ja, res je. Ki so v bistvu zelo, dostikrat so to malenkosti, ki se jih sploh ne zavedamo, ki so zelo pomembne. Da pa spremeni lahko popolnoma energijo prostora in seveda pol posledično počutja našega in počutja drugih v prostoru. Ja, jaz sama dostikrat, ko prijem kakšno nepremičnino, prav začutiš, ne? Ali je tam nekomu tista nepremičnina dom, začutiš, ne? Ali je tam za srcem in dušo, ali ni, ne? Torej, čutiš vedno nepremičnino, ne? Enako kot ko prideš k tebi, tukaj si že v tem domu, mislim, da koliko let? Mislim, da je 23 let nekje moj dom, čeprav vmes me tudi Ja, dosti ni vmes bilo, si bila tudi kar kje? polovico Lahko tega nam tudi poveš, kaj o tem, ne? Mislim, kje si bila vmes, torej nekaj sem že jaz prej začela. Vmes sem bila v Izoli živela, pa sem v Kopru živela, pa sem živela v Braziliji, pa sem živela na Kanarski, pa sem živela na Murterju, pa verjetno sem še... seveda. Jaz sem živela tudi v Destrniku, ne? Ampak zdaj malo se spet selim. Ampak načeloma je vedno ostal to tvoj Ja. dom, ko si se nazaj vrnila, je tukaj bil tvoj dom, ne? In res je mi predstavljal, tako kot razmišljam, ne glede na obdobje življenjsko, je zmeraj bil tu moj dom oziroma tisto center, kamor sem se lahko vrnila, kjer sem se počutila varno, kjer sem se Varnost, počutila ja. varnost. In to je ravno tisto, veš, tista votlina, Ja. ko se vsak dobro počuti, ne glede na to, v kakem stanju je, pa ko pride sem, je vsakemu zelo prijetno, ker tu bi ostal. Tak, tisto, Ja. ko, ne, tu bi se zdaj malo odpočil. Ja. Tebi, ne, to je dejstvo. Teda smo zelo radi pri tebi, to bomo zdaj tudi zelo pogrešali, glede na to, da to več ne bo ostal tvoj dom, ne? Si zdaj to prodala stanovanje, čudovito in se seliš na Hvar. Pa da se spet vrnemo mogoče malo na stanovanje, ker vidim, da bomo takoj šle mimo. Mogoče okrog tega tvojega res čudovitega stanovanja bi jaz vseeno rada te za par besed, mogoče zakaj bi lahko rekla, da tvoje stanovanje je posebno? Kaj so tiste neke lastnosti, za katere bi lahko rekla, da dajo mu v bistvu ime dom? Ime dom je v prvi vrsti je veliko pomembno. Mislim, povezano je najbolj z lastnikom, kdo živi tam. Ne? Tako da
dejstvo je, da je to prvo oseba in tisti stanovanje, ne, je tukaj nastane dom ali pa ne nastane dom. Druge stvari pa so tudi, da je definitivno razlika. Ali ti opremljaš stanovanje samo po tem, kar je moderno in ga opremljaš samo, ne vem, greš v trgovino, kupiš to, zato ker to je zdaj trenutno moderno in s tem opremljaš stanovanje. Je in. S tem ne ustvariš doma, to je dejstvo. Ne? To se čuti tudi, ko prideš v določene nepremičnine. Ja. In res je, to nima veze. Lahko ti imaš moderno, ampak zmeraj pa moraš dodati tisto svojo noto. In še kaj se mi posebej zdi pomembno je, da se ustvari neka zgodba. In v vsakem stanovanju, kjer je ustvarjena zgodba, to tudi začutiš. Vsekakor. Teda, tvoje barve v stanovanju so nekaj posebnega, izražajo tudi tebe, izraža tudi ta stena. Mogoče to steno si tudi sama naredila. Ne? Mene pri tem stanovanju zelo impresionira to, da si v toliki meri dala sebe, svoje roke, svoje ideje, kot je recimo to stanovanje. Ne? Ponavadi bi lahko dali tu gor eno nalepko. Ti se nisi odločila za nalepko, ampak si v bistvu kaj drevesa prinesla od kje? Veš, to je tisto, ko v nekem življenjskem obdobju sem res želela tudi doma imeti ta stik z naravo, občutek. V bistvu, kaj je bil navdih te stene, moram še to povedati. Ne? Danes ti dobiš kupljene, jih zlagaš dejansko, da nastane neka stena. Čeprav takrat, ko sem jaz to ustvarjala, to ni obstajalo. To je pač enostavno nastalo iz čisto, tako kot umetnica, ponavadi tudi zmeraj tako funkcioniram. Jaz sem zagledala pri mojih starših ene veje oreha in ko sem jaz videla odrezan oreh, je bila tako lepa. Ta struktura drevesa in veje, notranjosti, mi je bila res božansko lepa. In jaz sem si rekla, veš, to bi jaz imela. Ne? In pol, kaj bi jaz s tem? In iz tega je nastala pač ta ideja, da bi to na kolute narezala in sestavila kot mozaik in bi imela to kot en del stene. In pač na tak način je nastala. In to si sama naredila? Ja, sama sem naredila. Pa ni minilo, ne vem, če pol leta, leto, ne vem, nekaj takega, ko se je pa začelo to pojavljati. Ja, glej, ideje hitro krožijo. Ja, se pravijo, ne, da ko se nekaj povežemo, ne, v bistvu se na različnih koncih sveta pojavijo lahko iste ideje. Pa se to sploh ni pomembno. Gre se samo za to, da bi jaz poudarila, da je zelo pomembno, da ni toliko pomembno, kaj je moderno, kaj je trenutno, ampak da si res vprašamo, kaj nam dosti pomeni, kaj nas potegne, pa kaj mi potrebujemo trenutno v življenju. Tudi kar se tiče barv, kar se tiče opreme. Ker zdaj, če mene vprašaš trenutno, bi jaz šla spet v svetlo. Ker več ne potrebujem tudi te varnosti. To varnost sem mnogo let, to je meni bilo, polno sem živela, ogromno, v bistvu tudi nevarno. Divje. Sem živela. Ja, spet smo pri divje. Divje sem živela in dejansko sem jaz si res potrebovala, da ko sem prišla domov, da sem imela to zatočišče, občutek varnosti. In to ravno mogoče pozabljajo ljudje, pozabiti na ta občutek, kaj pa oni rabijo v svojem domu. Da se na to nanašajo. Da dodajo tiste elemente, kar jim da tisto pikico na i. Mogoče še bi kaj posebnega izpostavila v tvojem stanovanju. Recimo, meni je zelo všeč to zvezdnato nebo v spalnici. Potem tudi kopalnica je prav posebna, sploh tisti zlati detajli, ki si jih šla k avtomehaniku ali avtoličarju. Mogoče to bi zelo zanimalo tudi naše gledalce, sploh, ker je res taka posebna zgodba v bistvu. Ja, meni se ne zdi tako posebna, bolj pa ko z ljudmi govoriš, vidiš, ali pa ko prideš z idejo k nekomu, te čudno gledajo. Ampak pač ja opažam, da nasplošno sem tak človek, da zmeraj ne gledam samo v okvirih, ampak tudi izven teh okvirjev. In pač spalnica je to
v bistvu je luč, lestenec, kako bi temu rekel, ne vem. Ne. Pač želja je bila po tem občutku zvest, ne, na nebu. Zdaj nisem htela teh gipsploč, pa teh lučk, pa tega. In pol je pač prišla ideja, da bi bila ena konstrukcija, se je naredila, ki bi jo dala v prosojno kot zavesa material, pa daš lučke noter in dejansko in visi iz stropa in je res, mislim, za že kar nekaj let, ampak meni še vedno draga, pa drugim pa prav, mislim, so presenečeni nad njo. Ne? Nekaj posebnega v bistvu. No? Ja. Ampak spet smo tukaj, ne? Jaz sem samo sledila temu, kaj sem ja želela, oziroma kaj sem si predstavljala, kaj bi želela imeti. Ne? Potem, ne vem, tudi na mesto karniz za zavese sem dala veje, dreves, ne? Ja, to tudi še nismo videli v nobenem stanovanju. Pa ne bi menjala, mislim, mi je res spet da spet nek drug občutek. Ja. Kar se tiče kopalnice, na kaj si zdaj apelirala? Zlati, da, ja. Ja, vem, ko sem enkrat objavila, pa sem dobivala ful vprašanj, kje ste kupili ta pralni stroj z zlatim, ne? Pa sem mislila, se nisem kupila, ne? Mislim, samo prilagodila sem, ne? Ja, dejansko sem vse prilagodila, tudi ventilator, ki je bil bel, sem ga pač posprejala s primernim sprejom v zlato, ker je pač kombinacija te rjave naravne barve pa zlati detajli. Potem, ne vem, za nakit sem naredila, mislim, je bila ideja iz enih lepih škatlic, iz lesa, izrezljanih, da je nastala v bistvu kot dekoracija za steno, pa istočasno je v bistvu shranjevanje nakita. Glavnem, take stvari, enostavno se igraš z tem, kar ti je všeč, pa pol razmišljaš, kako bi zdaj to. Ja, ampak dejstvo je, da za to moraš imeti občutek. Ne? Pa dajmo se vrniti še enkrat k temu avtoličarju. Ja, to. Ja, zaradi tega, ker sem pač seveda v kopalnici mora biti nek radiator in je ta Leutra radiator. In zdaj glede na mojo dekoracijo v kopalnici ni pasal ne bel, ne črnega. Tudi nisem želela imeti in jaz bi rabila tak starinsko zlatega, ne? Takega ni. Oziroma tudi, če je verjetno zelo drag. In pol sem razmišljala in se spomnila, glede na to, da sem jaz pred leti že, ko smo živeli v eni hiši, na tak način tudi hladilnik uredila, ki nisem htela imeti belega, ampak posebno barvo, sem ga takrat hladilnik peljala avtoličarju. Na prikolici. Ko sem prišla k avtoličarju, me je čudno gledal. Pa sem rekla, jaz bi res imela ta hladilnik v taki barvi. Rekel, to še nikoli nisem delala, ampak dobro, ne? Je poskusil. No in pol sem se seveda spomnila, da tudi ta radiator bi lahko avtoličarju peljala. To bi lahko bila čudovita tržna niša, ki bi jo lahko začeli. Ja, ne. Tudi pri naši agenciji. Danes ravno je nekdo dobil idejo skozi to mojo pripoved, da bi pa to, ja, res dobra ideja. Ampak v glavnem, da se marsikaj, samo malo izven. Prebarvamo vam hladilnik. In potem tudi pralni stroj. Ne, pralni stroj sem kar sama. Si kar sama? Ja. No, na kak način pa si se tega potem lotila? Potem si še nekaj druga peljala k avtoličarju? Ne, samo da radiator. Torej radiator, ker smo prej bile pri hladilniku. Ne? Hladilnik je že pred tem. Ja. Torej radiator iz kopalnice je šel tudi k enakemu avtoličarju? Ja. Aha, tako da ni bil več začuden, kot je videl? Ne toliko več. Edino mogoče se je vprašal, kaj zdaj sledi, ne? Ampak dobro. Boš mi dala ta kontakt od tega avtoličarja, ja. Hvala. Pralni stroj si pa kar sama pobarvala potem? Ja. Pač mogla sem izdelati iz kartona seveda model iste velikosti, da zaščitiš, ne, ampak mislim, ni slabo izpadlo. V bistvu je v redu izpadlo, no. Ja, zakaj bi pa vozil, mislim, Se ni toliko, v avtoličarju, bistvu je ne? bilo par samo detajli, ne, toliko, da ni ta srebrna bolj ven tavkala, ker res ne bi pasal. Okay. Dobro. Ja, prav poseben stil in kot vidimo, lahko ogromno stvari sam narediš. Ampak jaz še vedno ponavljam, da za to rabiš nek občutek. Ne? Ti si v bistvu umetnica in ti je to veliko lažje, verjetno, Ja, da vidiš seveda malo sem, drugače stvari. Ne? To je res. Ja. To je res.
ampak že mogoče tudi same ideje mi prej pridejo, kot če enostavno, mislim, vse smo različni, ne. Ja. Moj pač ni matematičen, pa to me ne vprašati, ne. Številke mi ne grejo, mi pa grejo recimo ta del. No. Ampak zato pa smo tu, ne, da si dajemo med sebojno, pomagamo ideje in počnemo tudi različne stvari. Ja. Zato smo v bistvu vsak ima neko svoje poslanstvo. Ne? Mogoče še kaj posebnega, da bi nam okrog svojega stanovanja zaupala, kakšno skrivnost? Terasa je čudovita, mogoče kaj posebnega na terasi? Glede na to, da je tam kar veliko druženj tudi vedno potekalo. Ja, ne, jaz bi samo rekla, da se da teraso pač izkoristiti res, da ustvariš nek čarobni kotiček, kjer lahko preživiš veliko časa, opazuješ zvezde, pač Tudi na terasi imaš take barvne zavese. Ne? ja, ravno to sem htela reči, da pač detajli so pomembni, ne. Ne konča se samo, da ti postaviš pohištvo, pa zato to, ne. Dejansko je takrat dom prazen. Ja. Šele mali detajli, vsaka malenkost, ki jo dodaš, to ne pomeni, da moraš imeti polno vsega, ne. Ampak da so premišljene stvari, ampak ne samo premišljene iz vizualnega vidika, da povežeš ta vizualni, pa to, kar ima nek pomen, ne. To se mi zdi pomembno. Da združimo in ta vizualni efekt in tisto, da je neka zgodba vsa, ne. Ja. In ta zgodba ustvari pravljico vsakemu domu, no? Da se bo vsak tam res dobro počutil in tudi drugi, ki bojo prišli v ta prostor. Čudovito, v glavnem toliko o tvojem stanovanju, zato ker bi jaz mogoče zdaj kar naredila en preobrat, pa gremo mogoče na Hvar. Zdaj se seliš na Hvar, tako da jaz, zakaj si izbrala Hvar, morje, da si izbrala pogum, tu prodaš svoje nekako, bomo rekli, kot si zdaj tudi opisovala, varno zavetje in greš ne znam kam. Veš kaj? Vsaka sprememba, ne, je v bistvu zelo dobrodošla, ne. To bi zmeraj položila vsakemu na srce, ne, kljub temu, da se jih najbolj bojimo, ampak v bistvu spremembe so zmeraj super. Bi lahko rekla, da z njimi rastemo. Ful rastemo, pa ponovadi nam zmeraj, ne ponovadi, dejstvo je, da nam prinese zmeraj nekaj boljšega. Ne? Bolj je težka ta sprememba, bolj je strašljiva, večja je tista nagrada oziroma zaklad, ki se skriva za tem. Je pa res, da je pa tudi pomembno to, da je v skladu z tistimi res srčnimi željami. Ne? In za morje, zato ker sem jaz od nekdaj rekla in želela, da bom živela v Dalmaciji na otoku. Pred nekje 20 leti se zdaj spominjam, da sem prav rekla, da do 45. leta bom živela na morju. Ne? In zdaj ugotavljam, da dejansko bo točno tako. Manifestirala. Ja, že ne vem kdaj. Ne? In to je tisto, ne? Saj sem že prej, ne, tudi te selitve, zmeraj pač je bilo ob morju, ampak moj dom, kjer se jaz počutim doma, je bila Dalmacija. In zdaj ni bil nujno, da je Hvar, čeprav ta Hvar se je na vse mogoče načine mi pojavljal skozi življenje. Sam otok nisem v bistvu sploh poznala, razen mesta Hvar, iz morske strani v bistvu. Pol se je pač zgodilo, ne? Ko sem se odločila, pač, da bom se selila. Ni bilo pomembno, za kateri otok. Vse, kar je bilo pomembno, je, da je otok v Dalmaciji in da ima tudi šolo. Ne? Seveda, ker imam hčero, 13 let staro. Vse drugo pa ni bilo. A ja, seveda, imela sem polno zahtev, da je čisto ob morju, da je bolj na samem in tako dalje. Ne? Ampak ne bomo zdaj o tem. Moje zahteve so bile take, ti kot nepremičninska agentka, ne, boš razumela, da so mi tam na Hrvaškem agentje rekli pač vsakič znova, da bom pač mogla svoje kriterije zmanjšati, ne, da tega ni, ne, sploh ne za tak pač v nekem mojem okvirju. Ampak je, ne, ko si to odločiš, postrajaš, pol nekak je, ne. Teda jaz komaj čakam, da bomo prišli tudi na Hvar, posnet na obisko, ne? Ja, pridite, ker bo spet ena zgodba, taka lepa, jaz že vidim vse. Zanimivo je to, da lahko samo povem, ravno to,
verjetno, s čem se razlikujemo, ne, pač, ko smo umetniki, ko sem jaz bila z izvajalcem, ne, za gradnjo, je rekel, da pač on tega ne pozna, ni še doživel, da nekdo točno že ve, kje kaj stoji, ne samo kaj bo stalo, ampak točno kjera nočna omarica, koliko centimetrov je široka, kjer bo okno, koliko centimetrov stran, točno vsak detajl, kje bo steber, kje bo vrv, kje bo taki detajli, kjer je meni se zdelo čist pač normalno, da to veš, ne. Ja, ni normalno, ne, dajmo In je dejstvo, bil ne. čist navdušen, je rekel, da se že on veseli tega projekta, ko že tako Z veseljem ga bomo spremljali vsi, ne? Kaj pa, glede na to, da imaš galerijo v Mariboru, ne, da delaš tudi energijske slike po naročilu, vse te zadeve še bo potem lahko, galerija bo ostala. Ja, galerija bo ostala, punce bojo nadaljevale to zgodbo z nadaljevanjem moje zgodbe. Seveda sem vračala tudi sem, tu imam vseeno ogromno strank, z veseljem sem vračala. In ogromno prijateljev. In, ja, to pa sploh ne govorimo. Samo prijatelji bojo tudi mene Ja, obiskovali. seveda, pridemo. Tako da ja, to nadaljujem, tudi delo nadaljujem tukaj. Sicer vse pa ni to taka razdalja. Ne. Ni, sploh ni naše razdalje oziroma omejitve, koliko razdalji so bolj ali manj v glavi, ne. Ja. Tako da ja, se že veselimo. Mogoče za na konec bi še karkoli dodala, mogoče kakšno misel zaključno. Ja, da si čudovita, da sem zelo vesela, da ste prišli k meni na obisk in da tudi ta moja zgodba, ne, in prodaja se je zgodila ravno s tvojo pomočjo, z vašo galejno pomočjo. Ja. Hvala ti, da si nam dala priložnost in hvala, da smo lahko bili te zgodbe. In hvala ti, da si bila res tako čudovita prijateljica in jaz verjamem, da bo to še vsaj 50 let. Definitivno. Kaj 50? Je vsaj. Tako da res si mi vedno, ne glede na moje odločitve, kakršnekoli so že bile, stala ob strani in da v bistvu znaš človeku dati prav posebno oporo. In to je tisto, kar nas v bistvu prijatelje tudi dela, ne, posebne, ne, da smo ne glede na karkoli, ne glede na napake prijateljev, ne glede na odločitve, ne, smo z njimi in jih držimo za roko. Teda ti si ena izmed teh prijateljic in ja, meni je kar hudo, ko odhajaš, ampak jaz zdaj v bistvu vsak dan znova si rečem, kaj je tu pozitivnega, ne, pozitiven namen. Jaz spoznala bom Hvar, ne. In bom veliko hodila tudi na Hvar po novem, tako da že komaj čakam, da ja, se veselim teh avantur. Ja. Kaj veš, kaj te čaka na Hvaru? Tako da ja, ni. Tako da želim ti res vso srečo tega sveta in Hvala na enako. naslednjem obisku se vidimo na Hvaru. Ja, na Hvaru.